Zdravljeni, danes pa malo pozitivne energije. Tako čutim, za nami so teli prazniki, 1. november, ne vem, če ima kdo prav rad te praznike. Ja, seveda, pogledamo nazaj s hvaležnostjo vsem prednikom, vsem dragim, ki so na drugi strani Mavrice, ampak vsem, ne vem, jaz to počutim tako, ena taka žalost. In tako sem rekla, noč. Če jaz to doživljam, verjamem, da tudi vi to nekaj podobnega doživljate in gremo na pozitivno energijo, ker verjamem, da veste, vse med sabo povezan, nekako kolektivna zavest in malo pozitivne energije itak ne škodi. No, dajmo pogledati karte prehodu novo dobo. Prav sem rekla, danes bomo šli še na tele Ošotove karte, pa pol bomo še tele zlati tarot in da vidimo, kaj ima sporočilo za nas stvarstvo. Verjamem, da tole sporočilo te bo nagovorilo, če ti namenjeno, pa da vidimo. Kaj je tisto, kar je prav, da slišiš, da ozavestiš? Kaj je tisto, kar ti sporočajo tvoji vodniki? Da ti povem, kaj gre skozi mene. Da imaš veliko več vodnikov, kot se jih mogoče sploh zavedaš. Da mogoče imaš občutek, da si sama, osamljena in da pač med ljudmi mogoče nimaš take podpore, kot bi jo želela imeti. Ampak na drugi strani Mavrice je toliko duhov, ampak drugače energij, vodnikov, ki te podpirajo, ki navijajo zate, tako da nikdar ne pozabi, da si neskončno ljubljena. In prva karta je prišla, čiščenje preteklosti. Ojoj, a ni že dost? Še kar. Čiščenje preteklosti, Krka, reka Krka, čiščenje čustev. Osvobajam se starih vzorcev, vse se zgodi z nekim namenom. To je karta 30, 3 je napredek, je povezovanje, pa da vidimo naprej sporočilo. Ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Zaupam vas in to zmorem. V meni je moč spremembe. Moje srce se zdravi, ko grem v naravo, k vodi in vanjo zmečem kamenje bolečine, ko objamem drevo. Solze čistijo mojo dušo, vse je tako, kot je prav, zaupam. Ja, in zdaj v teh jesenskih dneh tudi narava joče, ko umira. Tudi listi, če jih pogledate, ko pada dež, tečejo dol kapljice in izgleda, kot da so solze na njih. Pač, ja, neko nov cikel prihaja. In ko prihaja nov cikel, seveda staro mora umreti. In drevo se ne more oklepati listov, ampak enostavno mora prepustiti svoje veje vetru in dovolj, da pač odpade. Tisto, kar mu ne služi več. Ker itak veje, če so zdrave, ne bojo odpadle. Trhlene veje lahko da odpadejo, ampak samo drevo tam je in se prepusti in spušča. In zdaj, če gledamo to listje, bo potem pospešilo njegovo rast, nov cikel, kar se spremeni v gnojilo za novo rast. In ja, mogoče v vašem življenju tudi zdaj tako se dogaja, da je treba nekaj spustiti, pa čeprav je težko, ampak ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Blagoslavljam svojo preteklost, blagoslavljam vse moje učitelje, vse tiste, ki so me preko trpkih lekcij vodili na poti moje rasti. In to je v redu. In naprej sočutje. Ljubeče sprejemam sebe in druge in smo dejansko pri tem blagoslovu. Ko jaz moram tudi tiste ljudi, ki so mi naredili najbolj trpke lekcije ali pa ki so mi ponudili najbolj trpke lekcije, lahko gledam na sočutje, da je vsak delal najboljš, kar je zmogel, kar je znal in da je vse v redu. Ker osvobajam se vseh sodb. Z ljubeznijo pomagam ljudem, ki so pomoči potrebni. Naj med nami teče brezpogojna ljubezen. Z ljubeznijo skrbim tudi zase. Taka kot sem vredna ljubezni. In zdaj mogoče, če ste v kakšnem takem odnosu, kjer vam nekdo govori, kaj ni v redu, kaj si ti naredila, kakšna si in tako naprej, mogoče ni več to ta prav odnos za tebe. Mogoče je čas, da se ti postaviš v svojo moč, mogoče je čas, da pogledaš, kdo ti v resnici si in da začneš sebe ceniti in da
nekdo mogoče govori samo skozi svoje rane in več kot to ne zmore. Ne zmore videti tvoje veličine, mogoče ga pa tvoja veličina moti. Zdaj tukaj ne govorim iz ega, veste, da jaz sem tako velika in pomembna in nekdo drug je tako majhen. Ampak gre se za to, da začnem dejansko sebe ceniti. No, potem naprej. Intuicija, jasno zaznavaš sporočila. Intuicija, jo imaš. Intuicija, to je čakra tretjega očesa, to je tisto, ko zapreš oči in si dovolj rečeš, kaj občutim ta trenutek. Lahko probaš z mišičnim testom. Mišični test, veš, da se dela na ta način, lahko prekrižaš roke na prsih, da povežeš levo in desno polovico, na ta način. Globoko vdihneš in potem samo probaš najprej na svoje ime. Če jaz rečem, moje ime je Minka, grem naprej. In če rečem, moje ime je Marko, kar nisem, grem nazaj. Ne, se pravi, avtomatično tisto, kar je zame neresnica, odniham na drugo stran kot na svoje ime. In zdaj, ko zaprem oči in ko dovolim začutiti svojo resnico, in ta resnica je povezana s tistem, kar jaz globoko v sebi občutim. Ja. In zdaj lahko, da tvoja intuicija ti želi nekaj povedati, pa je tebe strah. Dajmo zdaj pogledati naprej, kaj tukaj noter v knjižici piše. Stvarstvo te vodi tja, kjer je najbolje tako zate, kot za vse druge. Vodniki ti šepetajo in sporočajo, da je vse v redu. Prepusti se vodstvu. Čeprav ti ta trenutek mogoče ni jasno, zakaj in kako, zaupaj. Bolj kot si v miru sama s seboj in svetom, bolj jasno zaznavaš sporočila. Hrup in nered v tvoji glavi samo zavira jasnost sporočil. Ne? In zato zapreš oči in ko se vprašaš, kaj jaz ta trenutek občutim. In karkoli ti gre skozi možgane, lahko probaš tisti trenutek in boš videla, recimo, jaz vem, da sem se ustrašila svoje resnice leta nazaj, ko je šlo čez mene, kaj občutim, sedaj sicer do bivšega moža, je šlo čez mene, sovražim ga. Jaz sem dober človek. Pač vzgojena sem krščansko in v krščanstvu vemo, da kdor sovraži, ima hitro karto direkt v pekel. To je smrtni greh in je to. In takrat, toliko let nazaj, se pravi, to je 22 let nazaj, nisem imela orodja, s čimer bom počistila sovraštvo do duše človeka. Se še sanjam ni, kako naj to naredim. In za nekaj časa sem dala osebno rast, knjige na stran, ker enostavno mi je bilo tisti trenutek požreti to svojo resnico malo preveč. Ampak pol, ko sem spet začela delati naprej, jaz danes vem, da je bila ta vest potrebna, ker sem sovražila dušo mojega bivšega moža in normalno, da sva se našla in to je bila pač energija, ki naj jo povezala. In imava karmično vez. Zdaj pa kaj narediti z ljudmi, s katerimi imaš karmično vez. Ko veš, da ne grejo skupaj energije, pa se jim ne moreš izogniti. Živiš pod isto streho, si z njim poročena, si z njo poročena, na koncu koncev ali pa poročen. Sploh ni važno, v kakšni obliki si skupaj s to osebo. Je tvoja mama, tvoj oče, kaj narediti v tem primeru? Dejansko, dokler mi ne gremo pogledati zapise preteklih življenj, toliko časa mi tega hakalca ne moramo odhakljati. Vam povem, kje sem jaz prvič videla in prvi moj uvid v eno od prejšnjih življenj. Leta 2005 sem začela delati tibetanske vaje. Sedela sem na balkonu zjutraj, takrat pač po zimi je bilo, z rokavicami, s puloverjem, v glavnem. In to sem začela se umikati, zato da sem imela nekaj časa samo zase. Otroci so bili takrat še čist majčkani, ta mala hčerka je bila stara 1 leto, ta druga je bila 3 leta stara, pa potem 7 let, a veste, pa pes, pa nič časa za mene, vse za druge. No in v glavnem sedim tam na balkonu in dobim kot nek flash, kot nek pogled v nek drug film in sem videla, kako stojim v vagonu, kako sem moški, kako sem v natrpanem vagonu in skozi te rešetke vidim ven
moške, vojake, druga svetovna vojna. In dejansko sem dobila kot en flash v pogledu zadnje življenje. In potem se mi je to bolj pogosto začelo delati. Ko čistiš intuicijo, imaš vedno več odgovorov, zakaj se meni to dogaja. In seveda, ne? Zdaj mogoče se vprašate, kaj sem rabila s tistim flashom ozavestiti. Ena stvar je bila, da me je bilo ful strah. Strah me je bilo sprememb, strah me je bilo premikov, strah me je bilo vojne, strah me je bilo oboroženih ljudi. Nisem mogla na televiziji gledati vojnega filma. Stisnilo me je pri srcu, ko sem samo pomislila, da bi bila vojna, predvsem pa strah me je bilo vsakršnega premika. In ja, zdravilna molitev dekodiranja, potem greš te strahove počistiti in potem se začneš zmerom bolj postavljati v svojo moč. No, dajmo naprej pogledati. Naslednje sporočilo pa je. Ti si ustvarjalka nove zemlje. Naj te vodi srce. Ti si ustvarjalka nove dobe, ženska, ki ustvarja. Ti si boginja, ki si poslana na svet, da ustvarjaš. V tebi je neskončna inteligenca. Ti, ki tole poslušaš, si hči večnosti. Če si moški, pač ti si sin večnosti. Tvoje srce napolnjuje in naj napolnjuje brezpogojna ljubezen. Najprej do sebe. Pač sprejmi svoje telo za začetek. V tebi naj bodo mir, ubranost in uspeh na vseh področjih. No in prav ta mir je povezan s tem, da vedno izražaš resnico. Vedno. Če še tako kruta, izražaš resnico. Nobene stvari pod preprogo, ampak občutim to in to. V tej situaciji občutim to in to. Govoriš svojo resnico. Tukaj ne govorim, da streljaš po ljudeh, ampak ko govoriš resnico, se enostavno postaviš v svojo moč. Stvarnik je moj in tudi tvoj večni vir. Naj bodo vse tvoje duhovne, duševne in gmotne potrebe izpolnjene v vsakem času in prostoru, ker ti si povezana z rodovitnostjo. No in pojmo zdaj mečkrat na to energijo. Ustvarjalka nove dobe. Če grem na začetek, ko sem dobila sporočilo, da si tako božansko ljubljena in da te spremlja cela vojska angelov in vodnikov, se pravi, ti jasno moraš povedati, kaj si želiš. Ti moraš jasno povedati, stvarnik, jaz si želim to in to in to. Vodniki, pošljite mi to in to in to. In vam spet povem en primer iz mojega življenja. Ko je moj zakon že umrl, je bilo pač treba najti, kje bom živela z otroki. In da je čim bližje šoli, da ne selimo okolja in, veste, velike premike moraš narediti, če zapustiš vse za sabo, 25 let življenja. In sem prosila, pač tako, iskala sem, gledala oglase, nikjer nič. In enostavno sem rekla, zdaj pa tako stvarstvo. Jaz ne najdem, najte mi vi. Vi imate višjo, večjo perspektivo, najte mi vi. In so me povezali z ljudmi preko naključij, da sem prišla do ljudi, ki so imeli prazno hišo in so mi jo dali na najem za sprejemljivo ceno, da sem dejansko, kljub temu, da sem imela limit, pa kredit in leasing za avto, da sem zmogla plačati najemnino. In sem hvaležna za to obdobje 7 let in ko je bil čas, me je vesolje porinilo naprej in zdaj sem na Primorskem. In to je v bistvu čisto redo, a ne? Ko se nekje zaprejo poti, se predstaviš naprej in to je super. No, zdaj pa pojmo naprej. Zaupanje. Ta beseda mi gre skozi. Zaupati v to, da bo stvarstvo res poskrbelo za tebe. Ja, tukaj je pa zdaj tvoja šola. Sicer si dobila čarobni samorogi in vilinska bitja. Bitja svetlobe te ljubijo. Se pravi, bod prepričana v to, da si tako ljubljena, tako podprta, da ti stvarstvo želi pomagati in tvoja zavest se širi na višjo raven. In ker se širi na višjo raven, zaznavaš. In ne govori sama sebi, jaz sem nora, ker to slišim. Ne, nisi. To so informacije, ki prihajajo v tvoje zavesti in jo vedno lahko sprobaš z mišičnim testom in preveriš. Tale je sporočilo, ki sem dobila, je zame gre skozi resnico ali pa se dobiš odgovor. Ali pa gre skozi strah. Če gre skozi strah,
ti ne bo povzročal dobrih občutkov. Enostavno boš imel tisti občutek, skrbce je treba, a ne? Dajmo naprej pogledati, kaj ti še sporoča stvarstvo. Ti si stvarjenje, ti si boginja, dovoli si okrog sebe videti ljubezen, izvorna koda, povezana si s stvarstvom, povezana si z izvorom, pač zaupaj v to, da je zate poskrbljeno, da bo poskrbljeno, da je vse v redu, pač zaupaj v to, da si božansko bitje, zemeljsko izkušnjo. Na svet si poslana, da blagoslavljaš. Na svet si poslana, da širiš sporočilo upanja. Na svet si poslana, da ljudem pokažeš pot. Na svet si poslana, da ljudem sporočiš resnico, da smo vsi ljubezen, kar ti si ljubezen. In če te ta trenutek kakšne stvari močno jezijo, mogoče to ni ljubezni. Ampak, ker ta trenutek se na vseh področjih se nekaj dogaja. Nekaterim na osebni, nekaterim se na državni ravni kaj dogaja, pa so močno v neki jezni energiji. Ampak ne vem, če je to tvoja pot jeze. Veste, kaj je rekla mati Tereza? Mati Tereza je rekla, ko so je povabili na shod proti vojni, je rekla, povabite me takrat, ko boste imeli shod za mir. In zdaj, če greste proti nečemu, boste še večji odpor dosegali. Zato pejte na shode, če vas kliče v prve vrste, za neko spremembo, za mir, za spremembe. Ja, pejte z namenom, da se nekaj spremeni na boljš, če ste klicani za to. Vsak ima svoje poslanstvo. Eni delamo iz pozadine, eni ste v prvi bojni vrsti, vsaka stvar je pa prav. Ampak daj, da vidimo naprej. Kaj ti še sporoča stvarstvo? Zdaj bomo večkrat pogledali za naprej, za naslednje mesece, se pravi november, ki je res tako močen mesec, 11. 11 v numerologiji pomeni stati na svojih dveh nogah, biti odločen, biti stabilen, pač se postaviti na svoji dve nogi in 11. začnem tečaj, ponovno novo serijo tečaja za vse tiste, ki čutite, da nekaj morate še spremeniti pred novim letom, 5 tednov druženja vsak torek zvečer, tako da če vas pokliče, povabljeni. V glavnem lete, silovit preboj naprej te čaka v tem mesecu. Kaj te še čaka v tem mesecu? Čas je, da odvržeš breme in naslednja stvar, nič ni narobe, če si v neki osami, prav je, da se stopi led okrog tebe in, zdaj pa poglej to, sprememba, tornado. Nič ni narobe, tornado, če si ti v miru in se okrog tebe dogajajo spremembe, gre se za to, da te ne dovoli, da te nosi na zunanji strani tornada. Bodi v miru. Se pravi, ta mir je povezan s tem, da ti veš, kam greš, kaj hočeš. Da počistiš strah, ker če te je strah sprememb, te bo itak šejkala, ne? Po drugi strani, nič ni narobe, ta ledena osama je povezana s tem, da te vesolje, vodniki dajo v neko situacijo, ko se počutiš sama, zato da boš to predelala, da boš to predihala. In tudi, če se ti popolnoma zaprejo neke poti, zato ker, ne vem, si zbolela, zato ker se je nekaj spremenil, ker nek odnos je umrl, nič narobe, ker to, kar je bilo, to je tvoje breme. Kdo ti kikirika, kaj moraš narediti, kako moraš narediti, zakaj moraš narediti, pa kako bi mogli biti in tako naprej. In to mogoče tvoj jezen starš, ki ga ima še kar v sebi noter in še kar ti govori, ne vem, kaj bojo rekli ljudje, pa kaj si bojo mislili ljudje in tako naprej. Pač brigate, naredite spremembo in čakate silovit premik naprej. Čakate vsa podpora, ki je možna na tem področju tvoje osebne rasti. Pač dovolj, otres se. Veste, v nekaterih takih primerih, ko imamo to breme na sebi, če se počutite tako, daj poglej tole faco tukaj. Če se počutiš tako, da ne moreš več, daj to stran, otres se. In če pogledaš, ne vem, jaz imam kokoške, ko se valajo po tistem, ne po blatu, ampak po žaganju, in potem pride ven in se otrese. Ali pa moker pes gre na sprehod in pride domov, kot moker cucek, ampak potem se strese in otrese in potem dirka sem pa tja. V glavnem,
Če se počutiš tako, da je vse breme na tebi, pač strezen se, ker nekdo v tvoji okolici igra politiko. Do tebe ima ful lepo faco. Joj, kako so mi dve ta najboljš prijateljce. Kako bom jaz tebe rada. In nekaj čutiš, da ni v redu. Čutiš, da nekaj ni v redu. Ker sta, ne vem, čutiš, da nekaj ni v redu. In tisto, kar ti občutiš, je tvoja resnica. In ti sledi svoji resnici. In mogoče, če bo z nekom govorila, ali pa z dotično osebo, ta, ki igra politiko, taka oseba te bo obtožila, da si nora, da se tebi itak čist nekaj dogaja, da se ti čist zmešal, da sploh lahko na to pomisliš. Ja, zato, ker ljudje, ki igrajo politiko, taki ljudje imajo korist od tebe. Ampak zadaj je kača. Kača te bo vedno požrla. Kača požre svoj plen, piči. In, lepa, spet kača. Kdo je kača v tvojem življenju? Kdo je kača v tvojem življenju? Opornike tale, ruši ketne, ruši pitona ruši, piton se ga oklepa, tukaj je orel, ki ga kljuje in enostavno se opira vsemu, dovolj je bilo. In če čutiš v tvojem življenju, da te duši to, kar se ti dogaja, pač nekaj moraš spremeniti. In, poglej ti to, čas je za obilje. Zdaj, če gledaš to sliko tegale moškega, pač ni lep, ampak kakšno energijo ima? Obilje. Obilje je energija, kjer vse je. Kjer ni treba biti popoln za to, da ti pripada obilje. To je zemeljska energija. Lahko je tudi sporočilo, da v tvoje življenje prihaja moški, ki živi obilje, v ravnovesju z moško in žensko energijo, lahko pa ta karta pomeni, zanimivo, sedi na preprogi, ki je videti kot knjiga, se pravi modrost. Nekdo ali pa očitno si v sebi zgradila dovolj modrosti, da se lahko postaviš v uravnoteženo energijo ženske in moške energije in da si enostavno v obilju. In mogoče je zdaj prišlo do tega, da je res čas, da pogledaš še tiste programe, ki te še vedno zadržujejo pri tem. A ja, še to, če te kliče v moj program, lahko ga dobiš na obroke, zaradi tega, da ti bo lažje, ker včasih, se vemo, ne, vse te zadeve so drage, mislim, tečaj, ja, vse nekaj pride. In kakorkoli dobiš vsebine zavedno, meditacije zavedno, ki jih lahko, kakor hočeš uporabljaš v bodočnosti, tako da in poleg tega dobiš še darilo v vrednosti 366 €, to je pa darilo, ki je povezano z vsemi meditacijami, ki sem jih do zdaj delala v okviru mojih šol. In odlašaš. Odlašaš, na nek način želiš biti zapornik, na nek način veš, da te čaka nekaj lepšega, ampak ta premik terja od tebe nek korak. Pač, daj že to črtasto pižamo dol, daj že stran to, kar te zavira in naredi korak naprej. Zdaj pa kaj te zavira? To, da se moraš boriti. To je pa mogoče program. Program borbe. Življenje je borba. Življenje ni potica. Ja, moram garbati. Vsak dan moram, ne, eni rečejo borbati. Moramo vsak dan borbati, veš. Ali pa reči, kako gre? Borbamo. Borbamo. Mislim, dobro, da borbajo. Kako je? Dobro je. Pač življenje je lepo. Lepo, ampak programi, ki jih imamo, potom svoje družine, mogoče bi bilo prav za te praznike, da pokopljamo kakšen program svoje družine, kakšen ozorec svoje družine, ki nam res ne koristi več. Ne? Ker, glejte, vse so nam naši predniki ogromno dobrega dala, ne? Ker če ne bi bilo njih, ne bi bilo nas. Ampak po drugi strani, mogoče je pa čas, da kakšno stvar pokopljamo, a ne kakšno tako družinsko šaro. In ti si ustvarjalka, ti si ustvarjalec, skozi svojo sončno energijo ustvarjaš. Skozi svojo sončno energijo boš pritegnila v svoje življenje ljudi, ki so na tej vibraciji, ki rabijo tvojo uslugo. Vse se bo spremenilo. Boš še videla,
samo korake delaj sama, pogumno in sproti čisti programe. Se pravi, strah me je premikal, strah me je vojne, strah me je, da ne bom imela za preživetje. To je vse korenska čakra. Strah me je sodbe ljudi, strah me je, ne vem, sodbe, strah me je, da me skurijo na grmadi, ne vem. In vodstvo, ne. To, kar govorim že ves čas, angeli te ljubijo, imaš vodstvo, tukaj zadaj je v bistvu kot ena kočija in angel, ki vodi to kočijo. Se pravi, samo zaupati moraš, da te bo življenje poneslo tja in spodaj je pogum. Roža, ki vzcveti med kameni, se pravi, življenje vedno najde pot. Življenje res vedno najde pot. No, tako da to te zdaj čaka. Zdaj bomo pa šli še na naslednjo karte, tele imam ful rada. In da vidimo, kaj nam pa še tukaj sporoča stvarstvo. Zdaj pa gremo pogledati. To je zdaj 11. mesec, se pravi, pogumno se odloči za sebe in naredi ključne premike, ki so pomembni za to, da se osvobodiš. Zdaj pa pojdimo naprej pogledati. Kaj pa pol? Ko se osvobodiš, kaj te čaka? Da vidimo. Zdaj gre skozi mene, 5 kart bom potegnila na ključnih kart, pa bomo pa pogledali, kaj sporočajo. Pa ta prvo, pa ta zadnjo. Da vidimo. Ta prva pa ta zadnja govorite o tem, da sadeži že so. Samo na lojtro boš morala splezati, pa jih pobrati. Se pravi, nekaj dela te še čaka pri tem in dobila boš novo ustvarjalno energijo, idejo in se boš lotila ustvarjanja in boš ustvarjala pač nisi še plačana za to, kar boš ustvarila, ampak skozi ustvarjanje boš prišla do denarja, do tega, da boš imela stabilno finančno prihodnost. To, kar se ti do zdaj dogajalo, je bilo potrebno za tvoje urjenje. Se pravi, vsaka stvar, ki se ti je zgodila v tvojem življenju, je prav in dovolj si iti naprej. Dovolj si iti naprej. Prišla je karta sodba. Se pravi, neke stvari so se dokončale, si na koncu nekega obdobja, najhuje za teboj in zdaj greš naprej. Se pravi, tudi po tvojih teh dobrih delih, vse, kar si dobrega naredila v življenju, boš zdaj dobila poplačan. Ker mogoče si v življenju imela občutek, da več daješ, kot prejemaš, ampak zdaj boš dobila poplačano vse to. Sam stvarstvo ne more delati korakov namesto tebe. Ti jih moraš sama narediti in bod pogumna pri tem, kar imaš idejo, kar veš, kaj bi bilo treba narediti. In ja, karta, ki govori o tem, poberi svoje ideje, da jih v svoj čoln, počisti podzavest in odpluj naprej. Se pravi, preteklost ti samo učila, v redu je. In tisto, kar te čaka, je nenadna sprememba in ta nenadna sprememba je povezana s sončno energijo, s sončnim solarnim pleksusom, s sijajem tvoje duše, povezana s tem, sonce je povezana tudi s to energijo ustvarjanja. Se vemo, ko sonce začne pridobivati na svoji moči, vse raste. Se pravi, do pomladi boš sigurno že toliko moči imela, da s pomladjo, ko je dejansko nov začetek, se ti bojo stvari tako močno obrnile na dobro, da boš samo gledala in se čudila. Ideja prihaja. Lahko je povezana tudi s partnerskim odnosom, lahko je povezana z polne čaše, ki jih boš delila. Pač vse dobro prihaja v tvoje življenje, res pa je, da ene stvari boš morala zaključiti in tisto, kar te zdaj ta trenutek kliče, 11. mesec, je povezan, dvojka, stoj na svojih nogah. Stoj na svojih 2 nogah, dovolj si močna, dovolj si velika, dovolj si se naučila v življenju, da zdaj lahko greš naprej. Tako da, nič pogumno naprej. In tako, ful sem vesela, da sem se odločila, da posnamem tale video. Tako, toliko dobrih sporočil prihaja, toliko dobre energije. Ti samo zaupaj, mogoče malo premalo zaupaš, da si božansko vodena, božansko podprta, da ti notranji glas govori in da so stvari dozorele
in da enostavno začneš slediti temu. Ne se oklepati več starih vzorcev, starih prepričanj, tistega, kar si že zdavnaj prerasla, ampak zaupaj v to, da ti si božansko bitje z zemeljsko izkušnjo in da ta božanska bitja, tvoji vodniki, želijo, da narediš korak naprej. In si dovolj močna v sebi, da lahko narediš, in čeprav ta trenutek mogoče ne vidiš, ne skrbeti, ker bo za vse poskrbljeno. Zaupaj. Tako da, to je to. To je sporočilo za danes. Uživaj, vse dobro in se vidimo v naslednjem videu.